hello. Yes, hello. Hear me? Also hear you, so please, the floor is yours. Okay, I will continue in Slovenian. Torej, lep pozdrav vsem skupaj in hvala organizatorjem za povabilo. Torej, čeprav razumem, je cilj te konference prikazati prenos znanja iz raziskovalnih inštitucij v industrijo, no, mislim, da je tak lep primer sodelovanje Morske biološke postaje, torej enote Nacionalnega inštituta za biologijo in podjetja Soline pridelava soli. Solinsko okolje je zaradi svojih ekstremnih pogojev odvedno privlačilo raziskovalce. Naše sodelovanje se je začelo leta 2008, takrat sem v okviru programa mladih raziskovalcev se zaposlila na Morski biološki postaji in pod mentorstvom doktorice Nives Kovač začela raziskovati solinsko okolje. To počnem še danes, vendar iz drugega zornega kota, saj sem v podjetju zaposlena kot razvojna tehnologinja. Na Sečoveljskih solinah poteka tradicionalna pridelava soli, ki sloni na gojenju mikrobne plasti, ki prekriva dno kristalizacijskih bazenov in ji pravimo petola. Gre le za nekaj milimetrov debelo plast, ki jo sestavljajo tako mikroorganizmi kot minerali. Tukaj na sliki lahko vidite prečni prerez petole z zgornjim oksičnim slojem in spodnjim anoksičnim sedimentom. Torej, naše raziskave so pokazale in potrdile, da ima petola pomembno vlogo pri pridelavi visoko kvalitetne bele soli, na kateri je v bistvu tudi zaslovelo mesto Piran. Namreč ravno prav debela, primerno pripravljena ter nepoškodovana petola zagotavlja zadostno čvrstost in prožnost podlage, da lahko na njej pobiramo sol visoke kvalitete. Priprava sezonske petole je zahtevno delo in poteka preko celega leta. Torej, strukturo petole smo proučevali s pomočjo visoko zmogljivega vrstičnega elektronskega mikroskopa. Ta črno-bela slika tukaj na slajdu prikazuje finno strukturo petole, kjer lahko vidimo, kako ta anorganska komponenta, torej ti minerali, so prepleteni z nitastimi cianobakterijami. Za te organizme je značilno, da izločajo velike količine izvenceličnih polisaharidov, ki imajo pomembno vlogo pri kot zaščita in kot strukturno vlogo. V primeru petole so pa naše raziskave pokazale tudi tako imenovano novo inženirsko vlogo cianobakterij in v smislu, da glineni in drugi strukturni minerali petole so tako ujeti v tej organski mreži in posledično se ne morejo pomešati z sahalitom in drugimi soli, ki kristalizirajo iz slanice in posledično tudi pripomorejo k bolj beli soli. S tem grafičnim prikazom pa sem želela poudariti, da so naše raziskave pokazale tudi na sezonsko spremenljivost, torej kemijske sestave petole, pa tudi same mikrobne združbe. Namreč koncentracija slanice, torej slanost slanice v kristalizacijskih bazenih, kjer je petola, lahko se v poletnem času poveča tudi za recimo faktor 8. Naslednji slajd, prosim. Torej, na Sečoveljskih solinah imamo ob proizvodnji soli še dva izjemno pomembna stranska produkta, to sta slanica in solinsko blato. Dve surovini, ki sta že nekaj časa razglašena tudi kot naravna zdravilna sredstva. Za pridobivanje solinskega blata potrebujemo dve komponenti, tekočo fazo, v našem primeru slanico, ter trdno fazo, v našem primeru je to morski sediment. Ti dve komponenti združimo in začne se tako imenovani proces zorenja, ki vključuje številne biogeokemijske procese in poteka naravno v odprtih kanalih. Danes se solinsko blato in slanico v zdravilne in lepotne namene uporablja v dveh zdraviliških centrih na obali, ter tudi direktno na solinah v Thalassospa centru Lepa Vida, ki se nahaja med solinskimi polji. Naše raziskave v sodelovanju s kolegi geologi iz Naravoslovno-tehniške fakultete pa so pokazali, da zorenje vpliva tudi na sestavo solinskega blata. Namreč zorjeno solinsko blato ima nižje vsebnosti določenih elementov, ki so lahko potencialno nevarni za človeka. Tukaj mislim predvsem na težke kovine, kot so baker, svinec, arzen, kobalt in druge. Proučevali smo pa tudi kemijsko obliko teh elementov oziroma kako so vezane v samem solinskem blatu in posledično tudi njihovo mobilnost in dostopnost. No in s pomočjo eksperimenta sekvenčne ekstrakcije smo pokazali, da so ravno te, dajmo reči, problematične kovine v solinskem blatu vezane tako, da niso mobilne, torej ne predstavljajo recimo tveganje za zdravje človeka pri aplikaciji solinskega blata.
Naše raziskave smo predstavili v več znanstvenih člankih in so bile leta 2018 tudi uvrščene v program Odlični v znanosti. Za več informacij imate moj mail tukaj in nič, hvala za pozornost in vabljeni na Sečoveljske soline. Hvala za predstavitev. Thank you for the presentations. Now, any questions in Slovenian, English? We have a question from Gregor Hughes. Yes. Ja, slovensko vprašanje. Imam vprašanje, prej ste govorili o cianidih. Ali so cianidi tudi v kakem malem procentu? Ne cianidi. Govorila sem o cianobakterijah, ki so pač del mikrobne združbe, ki živi v petoli. To ne pravnica, to ni v soli prisotno. Cianida? Ne, mislim, naši tehnologi upravljajo pač analizo in ozorčenje soli, torej se redno spremlja elementna sestava soli in pač cianid ni bil zaznan v soli. Aha, hvala. Ok, hvala. Me veseli, da tudi teh zadev ni noter, seveda, da ni kakšne pomote. We will continue with the next presentation.